lepa za te uvodne besede in hvala lepa organizatorjem za povabilo. Sem izredno počaščen in vesel, da sem lahko z vami, da smo lahko skupaj. In z veseljem sem se malo poizgubil v Otočcu, še malo pogledal okolico gradu in tako naprej. Vedel sem, da me boste počakali, tako da nisem bil nič kaj preveč vznemirjen. Predlagali ste naslov Država in državljan, ki sem ga z veseljem sprejel, saj nudi vrsto izjemno lepih, zanimivih iztočnic, ki se tičejo našega časa, pa tudi dediščine, zgodovine, ki smo jo prejeli od tistih pred nami, ki so se borili za isto stvar, kot je ta stvar, zaradi katere smo mi danes tukaj. In pravite, tukaj smo. Zakaj smo tukaj? Vsak ima lahko marsikateri razlog, jaz sem pa razmišljal o sledečem. Država je nekaj posebnega. V svojem bistvu gre za moralno idejo, za etično jedro, ne za družbeno pogodbo, za kupčkanje interesov ali za nek modus vivendi dogovor. V svojem jedru gre za vprašanje, kako bomo ravnali s sočlovekom. Namreč bistvo obstoja države je spoštovanje sočloveka v enakem duhu, enako spoštovanje. To se zrcali v marsičem v ideji države in državljanstva. Po eni strani gre za tako imenovane dobrine skupnosti, ali kot pravijo angleški in ameriški pravni teoretiki, the goods of political union. To so dobrine, ki jih nihče od nas kot posameznik ne more doseči. Dosežemo jih lahko zgolj skupaj. Gre za izjemno velike dobrine, kot so na primer temeljne človekove pravice, varnosti človekove osebnosti, varnost pred napadom, zunanjim, notranjim napadom. To je temeljna človekova pravica, zapisana celo v deklaracijo Združenih narodov o temeljnih človekovih pravicah. In vendar zgolj država je tista, ki jo lahko zagotavlja, zgolj skupnost posameznikov. Pravica do svobode misli, do svobode veroizpovedi, pravica do svobode izražanja, do zasebnosti, do človekovega dostojanstva, do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in še bi lahko naštevali. Vse to so primeri dobrin, ki jih lahko doprinese in zavaruje zgolj skupnost, zgolj država. Nadalje, država zagotavlja enake možnosti napredovanja. Napredovanja vsakomur, ki si po svojih možnostih in sposobnostih na pošten način prizadeva voditi svoje življenje, kakor sam misli, da je prav. Država ima tako kot prej pri človekovih pravicah tudi tu dolžnost zavarovanja enakega spoštovanja do vsakogar. Človekove pravice so nekaj, v čemer smo vsi enaki, oziroma bi vsaj morali biti. Možnosti napredovanja prav tako, poštene možnosti napredovanja. Potem je tukaj socialna država. Možnost, da rešujemo tiste iz socialnega dna, je najučinkovitejša ravno preko skupne države, prek razdeljevalne pravičnosti. Preko države lahko dosežemo neverjetne stvari, lahko rešujemo življenja naših bližnjih, naših dragih in manj bližnjih. Predstavljamo si, kako bi lahko ozdravili težke bolezni, ko ne bi imeli države, ne bi imeli možnosti nekoga ozdraviti v bolnišnici in podobno. Zato zaradi teh in še več razlogov politični teoretiki pravijo,
da so dobrine skupnosti izjemno velike moralne dobrine. Država je v svojem bistvu, v svojem jedru moralna ideja, etična ideja. Zaradi na eni strani teh dobrin skupnosti, na drugi strani zahteve po enakem spoštovanju vsakega državljana v razmerju do teh dobrin, ki jih produciramo. In tudi sicer. Ta ideja enakega spoštovanja, bi lahko tudi rekli, je nekaj svetega. Kajti s takšnim pristopom, s takšnim odnosom do človeka morda pristopa samo še Božja pravičnost. Sonce vzide nad pravičnim in krivičnim in dež pada na oba. Spoštuj drugega, kot spoštuješ samega sebe, jaz sem Bog vaju obeh. In če je to Božja pravičnost, potem je pravičnost znotraj države tista, ki, kot sem rekel, poskuša raztegniti to jedro človeške etike na ta svet. V naravi človeka je, da pozna to jedro, da pozna to etično bistvo in da pozna potencial, ki ga lahko dosežemo, če se organiziramo skupaj v neko skupnost, v tem primeru državo. Človek intuitivno pozna, kaj je prav in kaj je narobe, vsaj kar se tiče tega bistvenega jedra. Pozna te neskončne moralne dobrine, ki zgolj država lahko doprinese. Zato se je od vseh začetkov organiziral v politično skupnost. Prva takšna demokratična oblika države je bila v okviru, kot vsi vemo, atenskega polisa, mestne državice. Takrat je pravzaprav prvič ideja demokracije, vladavine vseh na podlagi enakega spoštovanja vseh državljanov prodrla v človeško zgodovino. Oziroma vsaj najbolj jasno takrat. V svojem jedru je bila izjemno plemenita ideja. Vsak državljan je imel pravico zbrati se na trgu, na atenskem trgu in glasovati o zakonih. Ne zgolj poslanci, predstavniki ljudstva, vsak državljan, vsak Atenčan. Vsak državljan je imel celo pravico biti predsednik vlade na podlagi žreba, vsaj enkrat v življenju. Volitve so razumeli Atenčani kot nekaj nedemokratičnega, kajti volitve so vodile k temu, da so k oblasti bili prepuščeni bolj sposobni ali pa bogatejši. Zato so se večkrat zatekali k tem radikalnim oblikam demokracije, kajti razumeli so jih kot bistvo enakega spoštovanja do vsakega državljana. Vendar kot vsaka ideja, na začetku je tudi ta ideja imela številne pomanjkljivosti v praksi, v tisti prvi obliki, torej v obliki mestne države, polisa. Ženske, na primer, so bile izključene, niso mogle postati državljani oziroma državljanke. Sužnji prav tako. In tu so bili tudi metiki, to so bili tako imenovani priseljenci, ki so bili morda so imeli morda atenskega očeta, ne pa atenske matere. In če nisi bil v Atenah državljan po obeh straneh, če nisi bil hči ali oziroma sin, pravzaprav se je šlo zgolj za moške, kot sem omenil, sin atenske matere in očeta, nisi mogel biti državljan. Samo če si bil čist po obeh straneh, si lahko bil. Torej, tukaj vidimo izključevanje kršitev načela enakega spoštovanja do vsakogar. Že znotraj polisa, že znotraj mestne države. Za selekcijo, kdo je državljan, kdo ni državljan. Prav tako je šlo za pomanjkljivosti v zunanjem smislu. Atenčani nikoli niso imeli ideje, da bi demokracijo, to idejo enakega spoštovanja do vsakega državljana, širili naprej na ostale ljudi izven obzidja atenskega polisa. Izven obzidja, vemo, smo imeli opraviti s tiranskimi režimi, s oligarhičnimi
oblikami vladavine, nedemokratičnimi. In vendar Atenčani nikoli niso imeli te ambicije. Skrbelo jih je bolj ali manj le zanje. To je bil manko kršitev načela enakega spoštovanja v razmerju do drugih, tistih izven obzidja. Beseda polis pomeni obzidje. In če je bila to prva oblika demokracije v zgodovini človeštva, ki se je tako temeljito, pa vendar hkrati pomanjkljivo osredotočala na bistvo države, to je enakega spoštovanja vsakega državljana, ne glede na razlike, potem je ta ideja po atenskih časih izumrla in odšla iz zgodovine za več kot 2000 leti. Ponovno se je pojavila v času drugega vala demokratične države, to je šele po francoski in ameriški revoluciji. Tu je šlo za proces širjenja meje demokratične države, širjenja ideje enakega spoštovanja do vsakogar na celotni teritorij neke nacionalne države. To se pravi ne več mestna državica, polis, ta omejenost, ampak širimo idejo na čim večji krog ljudi in takrat je bilo možno razširiti dobrine skupnosti in to idejo enakega spoštovanja na celotni nacionalni teritorij. Kontekst se je v tistih časih spremenil. Velike monarhije so padle, ljudje so doživeli ameriško in francosko revolucijo in zaradi te spremembe konteksta je bilo to omogočeno. Seveda, spremembe so bile krvave, terjale so hude žrtve. Stari režim, kot so ga poimenovali, se je oklepal vseh svojih monopolov, krčevito se je oklepal starih idej, ki jim enako spoštovanje do vsakogar ni bilo blizu. Vendar, ko sta obe revoluciji pravzaprav rodili svoje sadove, ne glede na to, kako krvavi sta bili obenem, se je postavilo vprašanje, kakšno obliko demokratične vladavine smo sposobni zagotoviti na celotnem teritoriju. Če so atenski ljudje imeli neposredno demokracijo znotraj mej grškega polisa, kjer je bila mogoča neposredna demokracija, kjer je lahko bil vsakdo enkrat v življenju predsednik vlade ali pa enkrat na teden v vlogi zakonodajalca na skupščini, to vsekakor ni bilo mogoče zagotoviti, tega ni bilo mogoče zagotoviti na celotnem teritoriju nacionalne države. Zato se tukaj pojavi ideja posredne demokracije, ideja volitev predstavnikov, ki odločajo v našem imenu in delijo pravico in sprejemajo zakone, ki so v skladu z idejo enakega spoštovanja do vsakega državljana. To je največ, kar v smislu demokracije lahko dosežemo na nacionalni ravni, na ravni nacionalne države, ki presega meje polisa. Prvi primer tega, kjer je pravzaprav to uspelo, so Združene države Amerike. Začelo se je, kot rečeno, v francoski in ameriški revoluciji, ampak francoska revolucija je kasneje zamrla. Vemo, da je prišel Napoleonov režim. No, v Ameriki pa je ta ideja usklila in pognala svoje korenine. Prvič pravzaprav v zgodovini človeštva ideja države na nekem nacionalnem velikem teritoriju. In drugič v zgodovini človeštva, da nas je ta ideja pravzaprav obiskala, prvič v antični Grčiji, drugič po revolucijah. Ameriški ustanovni očetje, tisti, ki so pisali ustavo, so imeli to živo pred očmi. Zato so vanjo zapisali to idejo enakega spoštovanja in vladavine, ki prihaja od ljudi, od vsakega posameznika enako. Zato so v preambulo svoje ustave zapisali, da jo sprejemamo mi, ljudje Združenih držav, ki smo vsi rojeni enaki in ustanavljamo to unijo, to zvezo
zase in za svoje potomstvo, v dobro sebe in svojega potomstva. Se pravi, dobrine skupnosti na eni strani in na drugi strani enako spoštovanje do vsakega in tudi v razmerju do teh dobrin in delitev teh dobrin. To je jedro ameriške ideje, to je jedro današnje moderne demokracije. To je jedro tega, čemur Američani pravijo ameriški sen. Mi vsi smo dediči te ideje. Danes ne bi bili tu, ne bi imeli demokracije, če se to takrat ne bi zgodilo. Ne bi imeli niti svoje države, oziroma vsaj ne bi bila demokratična. Vendar tudi tisti začetki države na nacionalnem teritoriju, to se pravi drugi prihod od demokratične države po Grškem, ki je prvi, je bil težak. Ustanovni očetje so zapisali to jedro, etično jedro v bistvo svoje ustave. To, da smo vsi enaki, da smo vsi rojeni enaki, ustvarjeni enaki in da smo enaki v razmerju do dobrin skupnosti. A obenem so se zavedali, da je dejansko stanje zelo drugačno. V tistem času, tisti hip, ko so to zapisali, je v Ameriki vladalo suženjstvo. Se pravi, marsikaj drugega kot enako spoštovanje. Belska manjšina je imela pravico voliti svoje predstavnike. Belska manjšina, če smo bolj natančni, zgolj moški so imeli volilno pravico. Zgolj tisti, ki so bili dovolj bogati, lastniki zemlje in tisti lastniki zemlje, ki so redno plačevali davke. To se pravi, resnici zelo majhna peščica ljudi in še manjša peščica tistih, ki so bili izvoljeni. Nadalje ni bilo državljanskih pravic. Vse to so bile velike notranje pomanjkljivosti takšne oblike države. Prej sem govoril, ko sem govoril o polisu, o notranjih pomanjkljivostih grškega polisa. Prav tako smo imeli po francoskih in ameriških revolucijah opraviti s pomanjkljivostmi znotraj teritorialne nacionalne demokracije. Kljub temu, da imamo na drugi strani izraženo jasno željo in cilj enakega spoštovanja do vsakogar. Pa vendar ogromen razkorak v praksi. A bistvo, to je to bistvo, ki so ga zapisali v ustavo in o katerem jaz danes govorim, se je vseeno izkazalo za ključno. Za tisto žarišče, pravzaprav, za tisto jedro, ki je žarčilo skozi zgodovino in postopoma, korak za korakom, vse te omenjene deficite v smislu neenakega spoštovanja drugega sočloveka počasi talilo. Začne se že pravzaprav z razpravami o tem kmalu po ustanovitvi ameriške države, pa tudi na vrhu francoske revolucije, z razpravami o tem, ali je dvojno državljanstvo sploh dopustno. Torej državljanstvo, ki na eni strani loči tiste, ki so belci, moški in bogati in plačujejo davke in imajo volilno pravico, in na drugi strani tiste, ki ne sodijo v te skupine in teh privilegijev nimajo. Tako je Robespierre takrat v zanosu tih po francoski revoluciji, ko so se te debate odvijale, v skupščini povedal naslednje: človek je po definiciji državljan. Nihče mu ne more odvzeti te pravice, ki je neločljiva od njegovega obstoja tu na zemlji. Zavrnil je idejo dvojnega državljanstva. Zavzel se je za to, da bi v Franciji vzpostavili sistem, v katerem bi prvič uveljavili splošno enako volilno pravico za vse. Kot vemo, to v Franciji ni obrodilo sadov, kot sem že omenil, prišel je Napoleon in tako naprej, ampak v Združenih državah pa je. Kljub temu, da je v začetku zgolj peščica imela pravico voliti, je v roku kakšnih 30, 40, 50 let to žariščno jedro, ta ideja enakega spoštovanja do vsakogar, imela svoje učinke.
ljudje so se začeli sklicevati na to jedro. Začeli so terjati uskladitev dejanskega z normativnim. Napravimo to, kar smo obljubili v ustavi, v jedru novega režima, nove demokracije, prve pravzaprav nacionalne demokracije. In tako je kmalu prišlo do reforme volilne pravice, tako da je bila ta splošna še vedno zgolj omejena na moške, ampak splošna ne glede na kriterij bogatosti, plačevanja davkov, lastninske pravice in podobno. Kasneje, kot vemo, je ta ista esenca, to jedro države, enako spoštovanje do vsakogar, ki je vsak ustvarjen enak in vreden enakega spoštovanja, žarčilo tudi v primeru odprave suženjstva. Abolicionisti, ki so se zanj zavzemali, zanjo zavzemali za odpravo suženjstva, so se sklicevali ravno na to jedro, znova. Nekaj smo obljubili, izpolniti moramo obljubo. Abraham Lincoln, ameriški predsednik, je govoril v tistem znanem govoru padlih na bojišču pri Gettysburgu o tem vprašanju. Nekaj smo obljubili, izpolniti moramo. Sto let kasneje je Martin Luther King govoril identično. Vse, kar zahtevamo od Združenih držav, je, da izpolni to, kar je napisala na tisti papir. Na tisti papir, ki nosi naslov Ustava in ki pravi, da smo vsi rojeni enaki in deležni enakih človekovih pravic, enakih možnosti za napredovanje, enakih mest pri soupravljanju javnih zadev, enakih možnosti zanje, enakih sedežev v šolskih klopeh, v javnih avtobusih in tako naprej. Vse, kar terjamo od države, od demokratične države, če to trdi, da je, da izpolnjuje svoje moralno in etično bistvo, enakega spoštovanja do vsakega in delitve dobrin skupnosti na tej podlagi. Daleč od tega, da bi v moderni demokraciji izpolnili ta ideal. Dejstvo pa je, da smo vse bližje pravzaprav, da je napredek očiten. Prav tako obstaja velik manko v tistem zunanjem smislu, tako kot je bilo tudi v primeru grškega polisa v razmerju do drugih, do tistih, ki so bile izven obzidja. Prav tako tu v nacionalni državi še vedno obstaja ta manko. Dobrine skupnosti in spoštovanje, enako spoštovanje do vsakogar, večinoma ne seže preko meja nacionalne države. Celo ameriški ustanovni očetje, kot sem omenil, so zapisali, da ustanavljajo to skupnost zase in za svoje potomstvo. Ta del zase in za svoje potomstvo je nekoliko preveč osredotočen zgolj nase. A v tistih časih kaj več ni bilo mogoče. Zato je bil takrat pravi. V tistih časih so Združene države, ki so sebe razumele kot nekakšnega pionirja pri izgradnji demokracije, bile soočene z zunanjimi plenilci, če tako rečem, ki so plenilci kot Velika Britanija, Francija, Španija, nedemokratičnimi državami, ki so želele svoje stare kolonije nazaj, ki jim ta demokracija, ta ideja enakega spoštovanja in vladavine ljudi ni preveč dišala. Zato so morali vzpostaviti takšno suvereno, vase zazrto tvorbo, da bi demokracija preživela. Takrat je bila to edina rešitev. In če gledamo nazaj zgodovinsko, vidimo, da v resnici ideja je preživela. Kot sem že omenil, mi vsi smo dediči te ideje. Demokracija se je po tem eksperimentu razširila po celotnem, pravzaprav po celotnem svetu, kljub temu, da ni pokrila celotnega sveta, ne? Ampak danes imamo demokratične države v velikem delu sveta in mi smo ena od njih.
da država generira, proizvaja dobrine skupnosti in da to dela na podlagi enakega spoštovanja in deli te dobrine na tej podlagi, je prav tako jedro slovenske države kot vsake demokratične države. A vprašajmo se, smo od svoje države deležni enakega spoštovanja? V nekem delu prav gotovo, v bistvenem delu, v velikem delu pa žal ne. Najprej, če se osredotočim na notranji del in kasneje na zunanjega. V notranjem smislu vemo, čemu smo priča in čemu smo bili priča skozi desetletja naše pretekle zgodovine. Generacije tistih, ki so mislili drugače, so bile predmet radikalno neenakega spoštovanja. Pravzaprav ravno obratne ideje. So bili predmet poskusov eliminacije za voljo zagotovitve lastne oblasti tistih, ki so se jim takšne ideje porajale po glavah. Ne govorim zgolj o tistem, kar se je zgodilo takoj po drugi svetovni vojni, ampak tudi o vsem ostalem, kar je sledilo, seveda. Enim so popolnoma ukrivili hrbtenico, drugi se niso pustili. Zavzeli so stališče, boril se bom, jaz se ne bom pustil. Eni tistih, kot rečeno, so končali v breznih, drugi v tujini, obsojeni na življenje brez domovine. Nekateri so se vrnili skupaj podobno mislečimi doma, so ustvarili državo, v katere jedru bi bila ta ideja enakega spoštovanja do vseh. Vendar ta država je, zdi se, kot da bi izpuhtela iz rok in se zaokroženo vrnila tja, od koder se ne vidi potrebe po kakšnem enakem spoštovanju, od koder se zdi ta ideja tuja in pravzaprav ne razumejo. O čem govorite? A vendar, pravite, mi smo tu. Nekdo pravi, ni vas, mi pa pravimo, mi smo tu. Nimamo enakega deleža, pravimo. Država nas ne obravnava z enakimi vatli. Pa če se ozrete po medijski krajini, ki je ključnega pomena za to uresničitev te ideje. Ali pa če se ozrete po inštitucijah tako imenovane pravne države, ki so instrumentalizirane in se jih uporablja v zatiranje nekaterih skupin. Kršitev pravice do poštenega sojenja, do sojenja na podlagi nekih kriterijev, ki so izven prava, je eklatanten primer neenakega spoštovanja. Eklatanten primer dveh tirov pravne države. Ene, ki velja enako za vse, in tista druga, ki velja za tiste ostale. Nimamo enakega spoštovanja, nismo deležni enakega spoštovanja na vseh mogočih podsistemih in ravneh družbe. Mikro in makro. Če si bil rojen v napačno družino, se pač moraš s tem sprijazniti ali pa kot tvoji predhodniki oditi v tujino. Nimamo možnosti dobiti mest na univerzah, nimamo možnosti soupravljanja, resnega soupravljanja v gospodarstvu in tako naprej in tako naprej. Mi smo vendarle tu. In če bomo terjali enakost za vse, če bomo terjali tisto bistvo, v katerem je država sploh utemeljena in brez katerega poštene in demokratične države sploh ni,
potem bomo morali enako spoštovati tudi druge, tudi tiste, ki so drugačni od nas. Ne zgolj tiste znotraj naše države. To je lažji del. Težji je tisti, kako spoštovati one izven obzidja. One, ki so bili prav tako kot mi v našem kontekstu rojeni v neko neprivilegirano slabše okolje in ki si pravzaprav prizadevajo zgolj to, da bi zase in za svoje potomstvo, za svoje otroke dosegli ta ideal ali pa se mu približali enakega spoštovanja za vse, delitve dobrin skupnosti za vse, morda v neki obliki na bolj globalni ravni. Zato moramo pozdraviti idejo Evropske skupnosti, če se jo le pravilno interpretira in dokler gre v to smer. Namreč ideja Evropske skupnosti predstavlja še eno možnost napredka demokratične države, torej neko tretjo obliko. Če je bil grški polis prva, omejeno zgolj na neko mestno državico, nacionalna država, omejenost na neko nacionalni teritorij. Potem je supranacionalna oblika demokracije in če gre za demokracijo, tukaj o pravi demokraciji še žal ne moremo govoriti, ampak vsi začetki so težki, potem je gotovo to tista svetla prihodnost, ki vodi naprej v še večji razmah demokracije, na še več ljudi pravzaprav. In če pogledamo številke, se to pravzaprav dogaja. V Evropi nas je državljanov Evropske unije skoraj dvakrat toliko, kot je državljanov v Združenih državah Amerike. V 200 in več letih Združene države niso mogle razširiti svojih meja bolj, kot pa jih je Evropa v nekaj desetletjih. In še se širimo. Tu je nek potencial, tu je neka drugačna oblika vladavine, drugačna oblika demokratične države, kot pa so jo poznali ustanovni očetje Združenih držav, kot je klasična oblika, ki pravi dobrine za nas in za naše potomstvo. Tukaj gre še za en korak naprej, za poskus delitve svojih dobrin, ki jih deliš s svojimi in svojim potomstvom, tudi na tiste izven obzidja. Na takšen ali drugačen način. Ne govorimo o konkretni aplikaciji. Konkretnih aplikacij izvedbe tega jedra demokratične države, tega etičnega bistva je več. Gotovo je ena oblika v tem, da Evropa ob tem, ko ima zavarovane svoje meje, nobena demokratična skupnost ne more obstati, če nima svojih mej zavarovanih. Hkrati išče rešitve, kako bi te meje postopoma širila še naprej, preko regionalne Evrope. Seveda ob zahtevi, da tisti, ki bi bili pripravljeni pridružiti se takšni supranacionalni, vse bolj globalni skupnosti, obenem spoštujejo nacionalno državo, ki je del te soobstoječe, dvojne, pravzaprav paralelne demokratične tvorbe. Da spoštujejo torej jedro enakega spoštovanja do vsakogar. Če so morda druge vere, to ne bi smel biti nikakršen problem, pod pogojem, da pripadniki te ali one vere ali nikakršne vere ali agnostiki spoštujejo enako spoštovanje, spoštujejo bistvo enakega spoštovanja do vsakogar. In tu vsekakor v tem trenutku gre za določena neskladja, ampak tu je naša priložnost, da gredo tudi pripadniki drugih ver, drugih prepričanj skozi to, kar smo deloma že šli tudi mi, ne v celoti, kar je ideja razsvetljenstva in medsebojnega očiščevanja tako vere kot na drugi strani sekularne oblike oblasti in razuma. Razum je pomemben, ni pa vse mogočen. Če bomo videli jasno pot naprej, pot, ki je skladna z enakim spoštovanjem do vsakogar, hkrati pa nikomur ne prepričuje, da bi si pod temi pogoji, enakimi pogoji, prizadeval do boljšega življenja zase in za svoje otroke, potem je naša prihodnost svetla
tudi v smislu prej omenjenega notranjega deficita. To je tam, kjer nas naši oblastniki ne spoštujejo kot sebi enakih. Pa če se tega zavedajo ali pa ne. Kot rečeno, morda se tega celo ne zavedajo in pravijo, da nas ni. Mi pa danes pravimo, mi smo tu. Če terjamo spoštovanje od svojih in terjamo ga in ga moramo terjati, to je naša moralna dolžnost, moramo spoštovati tudi druge in si k temu vsaj prizadevati. Če ne drugega, biti moramo vzgled svoji državi, svojim sodržavljanom, tistim, ki nas ne vidijo. In če bomo to zmogli, potem bomo zmagali, potem je prihodnost naša. Če tega ne bomo zmogli, nimam odgovora. In še nekaj bi rad rekel za konec. Če ne bo enotnosti v tem bistvu, glede tega bistva enakosti, enakega spoštovanja, in če se ne bomo enotno postavili za to in ga terjali od tistih, ki so nam ga dolžni dodeliti, od nosilcev oblasti in vseh ostalih parastruktur in podstruktur v državi, potem to tudi ne bo uresničljivo. Enotnost, neka vsaj minimalna enotnost na naši strani je potrebna. Tukaj ne gre za ideološki boj. V tem jedru ne. Lahko obstajajo ideološke razlike med nami, lahko imamo različna mnenja, to je v demokraciji zaželjeno. Vendar v tem osnovnem bistvu moramo tudi tisti, ki vidimo, da smo tu in da tu je problem, da se nekoga ne spoštuje z enakim spoštovanjem, biti enotni. Spomnite se tistih starih pred vami, ki so se borili za isto stvar. Nismo prvi, niti edini, niti zadnji, ki se borimo za to enako spoštovanje. Kaj so govorili v svojih zadnjih sporočilih? Pozdravite moje prijatelje, pravijo. Sporočite domov v Ljubljano. Samo v slogi je moč. Prepir naj izgine, sicer bodo nove in nove žrtve. To so govorili ljudje, preden so bili poslani v smrt. Ljudje, ki so se borili za isto stvar, kot se vi borite danes tukaj. Zato je enotnost bistvena, vsaj v tem minimalnem etičnem smislu. To je moje sporočilo vsem nam, predvsem pa tistim, ki vas predstavljajo v političnem in javnem življenju. To je tisto sporočilo, ki so ga nam hoteli predati tisti ljudje, ki so se borili za isto stvar in so morali po krivici dati svoje življenje. Zato stopimo skupaj, stopite skupaj in terjajte to, zaradi česar je bila ta država ustanovljena. Enako spoštovanje do vsakogar. Hvala lepa.